Radio SI Main Stage. Tako, Radio SI Main Stage od 10:15, še slaba ura, live stream, Facebook live stream, do takrat še Stinetom kakšno rečeva. Live stream je bila edina alternativa v bistvu, v zadnjem letu pa pol, dokaj se odri niso odprli. Kako je igrati pred kamero? Samo pred kamero. Veš kaj, nekako smo šli s to mentaliteto, da igramo, mislim, obnašamo se isto kot na koncertu, kot na pravem koncertu. Ne? Začeli smo z enim streamom po nekem temnem obdobju brez koncertov v Narodnem domu in smo pač šli na čist isto žogo, kot igramo v živo. Tako da nam je super to in drugo, seveda pa izjemno pogrešaš tisti pristni kontakt s publiko, ne? Kar pa je pač tisti čar igranja v živo pred ljudmi. No, ampak live stream, takoj seveda pomisliš tudi na same videe, ne? Helena, vsi smo rasli, mislim, da ta naša generacija tu plus minus nekaj let nekako z MTV-em. Pennywise, Offspring, Blink-182 se je skozi vrtelo. Si snemal reči na videokaseto in si ponavljal ali čakal, da se ponovi na uro ali kako? Tudi to, pa definitivno so se te videokasete potem sposojale, ne? Pol je bilo še eno obdobje tak vmes tik preden so DVD-ji prišli, pa te zadeve nekaj na CD video, to še ni bilo takrat tak, ne. Se je pa že v teh zgodnih obdobjih interneta dobilo res take zelo pikslaste videe, ne. Pa smo pol s pomočjo tega, ker je na srečo imel moj stari neko tako mašino, da sem lahko pol iz te dol potegnjene videe spravil na videokaseto in smo si potem to šerali, ne, mislim grozno, tam nisi videl nič, ne, ampak se je pa slišala glasba, kar je bilo glavno. In potem, Helena, je nekdo prinesel, veš, VHS kaseto, na kateri je pisalo Petrovo obhajilo, ne, prečrtano, ne, ali pa sploh ne prečrtano, ne, pa so posodili stari mami, da si znova pogleda, potem pa Pennywise na drugi strani. Ponavadi je bilo tako, da je bilo nekaj videospotov, pol je bilo nekaj malo sporne vsebine, potem pa spet kakšen videospot, veš, da si jo skril. Pošteno. To me spominja, se spomniš, ko so starši hodili v sobo, kaj pa mulc posluša, ali pa kaj pa šmrklja posluša, in pol si dal najprej recimo od Metalike, primer, ker je bila zelo popularna, tam tisti akustični del, ne, to fant posluša, vredo šel ven, potem pa na Harvesterov Sora. Kako si doma to? Si imel tak nadzor? Nisem Bog ne daj, da ni distorzije? Nisem tega rabil. V bistvu so me 100% vedno podpirali, zato ker je tudi recimo moj dedek je bil glasbenik, pa vse, pa ne glede na to, kaki stil glasbe je bilo, tudi in mama in ata sta v bistvu poslušala rock, čeprav tudi širšo, mislim, vso glasbo, ne, ampak ni bil to noben problem. Spomnim se, mislim, da 4. ali 5. razred, takrat so se pojavili Green Day, ne. To je meni takrat odprlo svet, ne. Še danes pravim, da brez Green Dayov ne bi nič glasbe spoznal, sploh pa v tem, ne. Tako da taki bendi so izjemno pomembni tudi za naprej, ne, za mlade, da si zapomnijo. In če nadaljujem, tu se v bistvu tudi ful spomnim, da mi je takrat mama sprintala še na tisti iglični stari tiskalnik, mislim, da par besedil od Sex Pistolsov, pa neki njihov intervju, ker je bilo takrat neverjetno, da so oni v živo na radijski postaji uporabljali. Ne. In meni je to mama prenesla domov, ne. Mislim, po moje bi kak drugi starš, ne, bi te zaprl v sobo, pa nimaš vstopa, meni pa ni bilo to, zato ker sem pač verjela, da več boš sam spoznal, boš hitreje prišel do pravih odločitev, ko pa da dosežeš kontraefekt s tem, da nekoga zapiraš, ne. In evo me. No, ampak najbrž, glede na to, da vas je v bendu več, imate verjetno podoben pogled na vse, ne? Vi ste najprej prijatelji bili, potem pa člani benda, ne? Spoznali smo se v bistvu preko druženja, mi smo temu rekli plac v mestu, ena klet stara, tam smo se družili, pa so bili že neki zametki glasbeni, ne? Ampak večino časa smo se tam družili, ne? Glasba je pol bila v drugem planu, ampak se je pa relativno hitro, recimo v letu 2 to obrnilo, pa je glasba maknila to prijateljstvo še na nek drugi nivo.
Včasih pravijo, da ni dobro posla in familije mešati, ne? Res je. Ampak takrat glasba to ni bil biznis za nas. Veš, to je bilo za nas samo še extension našega druženja, ne? Tako da. Za nas je biznis mora biti pleasure, ne? Pravijo. Ja. Tako da. Ampak ne, štajerski punk je v bistvu bolj za dušo, kot pa za denarnico, ne? Ja, mislim, veš, jaz pravim, ne, če bi igral za denar, bi verjetno igral na porokah, ne, samo tega pač. Žal, moja hrbtenica, kljub temu, da ni več rosno mlada, ne dopušča. Biti harmonika preveč naložila, kakšnega bremena. Ja, tako da to ni. Glasba, če ti je vodilo v glasbi denar, to je pač, nimam dobrega mnenja o tem, no, tako preko. Ja, morda za kakšnega drugega gosta, kakšna alternativa, ne? Ali pa gostjo. Mi bomo zdaj poslušali Martin Krpan, nocoj bomo mi prižgali dan. Ne vem, Helena, kako si ti razumela ta komad, ampak jaz ga razumem kot nek poziv, ne? Kot neko mobilizacijo, ne? Pustimo raje glasbi, da spregovori svoje. Se absolutno strinjam. Radio SI, Main Stage. Tako, Main Stage, zasedba Alo Stari. Zdaj smo govorili o tej in drugi glasbi. Zanimivo se mi zdi, in to je potrebno izpostaviti, letošnji projekt Frišno oziroma Fresh, kjer ste bili nominirani, kjer ste bili izbrani in ste na koncu v kategoriji izvedbe tudi zmagali. Kakšna izkušnja je big bandovski Alo Stari oziroma Sebi dal? To so vedno tiste take skrite želje, veš, da bi z nekim orkestrom ali simfoničnim ali pa z big bandom naredil kaki komad, pol pa se je enostavno samo zgodilo. Nam je bilo to nekaj čist novega, ne? Kljub temu, da je za nami že kar pestra neka glasbena kariera. Ampak je izpadlo vse skupaj res super. Mislim, nisem pričakoval, da bo priredba taka, kot je približno zvenela v moji glavi sami, ne? Potem sem pa prišel na vaje, pa je bilo, ja, mislim, nimam pripomb, to je to, točno tak sem si predstavljal, točno tak bi naredil aranžmaje, točno tak bi imel, ne vem, celo obraz sekcijo, tam točno s takimi akordi, točno tako barvanje, mislim, izpadlo je fenomenalno, tako da mi smo bili full happy. In na koncu sta pač ti in pa Matej se pridružila v bistvu z vokalom, ostalo pa sem, ja, pa bilo je tako, razmišljali smo, kaj bi še dali bobne zraven, naše bi še dali kitare, pa enostavno ima big band neko tako svojo pristnost, da bi bilo škoda to, bom kar rekel, pokvariti, ker je že sam aranžma zvenel res super. No pa tudi odziv, koliko sem spremljal preko Facebook strani pri vas, je bil, mislim, samo pozitiven se mi zdi, no? Strani publike tudi. Ja, noro je bilo, no. Hecno je, ker ti v bistvu, ko si v backstageu pa čakaš, da prideš gor, nimaš pojma, ne? Nimaš pojma, koliko ljudi, ne čuješ niti toliko nazaj. Potem pa enostavno vidiš, da ko prideš na oder, najprej te malo stisne, to pa je polno, ne? Pa pozabiš, narediš svoje, ne? Pol pa na koncu tisti feedback, vrel je bilo, Matej, super je bilo, vrel. Tako da res nori občutki. Tisto samo druženje, recimo, z samimi drugimi glasbeniki za odrju, kjer ste, bom rekel, bili iz večjih žanrov skupaj zbrani, najbrž tudi zanimiva izkušnja, ne? Ja, definitivno, no. Dosti novih ljudi spoznaš, pa na koncu ugotoviš, da ne glede na to, ali je nekdo res že ful stara zvezda na sceni, ali pa če je nekdo tudi bolj frišen, tako ti, so čisto vsi enaki. Pa vse, tudi sploh glasbene stvari dojemajo čisto isto in se zelo fino počutiš, ker da si v družbi ljudi, ki doživljajo enako kot ti. Ja, ne, in to vrstni projekt se bo nadaljeval, kolikor mi je Miška povedala, kot se temu reče, tudi v prihodnje, ne, tako da Alo Stari ostajate odprti tudi za takšne projekte, no? Ja, definitivno. Prejle sva že malce omenila samo pandemijo, druženje se je spremenilo, ne, vse skupaj zdaj, če pogledam tudi po skladbah, ki so na vaši prvi plošči, ne, plošča se imenuje Pa kaj te stao je, kaj naj zdaj naredim, ne, nekako sem jaz razumel, da gre ta komad mogoče tudi v neko tesnobo ali kaj, ko se pojavi v teh časih, ne. Ja, pa nismo hoteli iti, veš, na prvo žogo tukaj
iskali smo en komad, čeprav je ta komad bil narejen, preden se je sploh ta COVID začel, ampak je ful pasal v to obdobje zdaj, ne. Vem, da je nekaj poskusov bilo z nekimi COVID pesmimi, pa to se je nam zdelo tak pač ni imelo nekega smisla. S tem komadom pa mislim, da je prvi sploh naš komad, ki je bil malo temačnejši, ne? Ampak je res ful spevn, pa je bil pač kot nalašč za te čase. Ampak videospot pa v bistvu je, ne, v tej vizualni kulturi digitalnih časov je v bistvu obvezen dodatek pesmi, ne, ker drugače se pač ne deli dovolj na telefonih, oziroma ljudi morda teže dosežejo glasbo, ne. Je to neka obveza, videospot? Ja, mislim, če pogledamo zgolj moje mnenje je, da pač danes je glasba audiovizualen produkt, ne, ni več dovolj samo glasba. Tako da v bistvu tudi že, ko pišeš komade, ne, si nekako vizualno podobo ustvarjaš v glavi, mogoče za kak video spot ali pa si probaš vizualizirati celo pesem, ne, ker kasneje, če boš dal samo komad ven, se bo zgubil med množico poplavo komadov, ki so danes na voljo. Če pa je še zraven neka vizualna oblika, pa je toliko bolj oprijemljivo, ne, kljub temu, da smo v obdobju, ko niso ravno CD-ji več aktualni, ne. Hvala Bogu za vinilke, no, da se malo vračajo, da vsej ta feeling, ki smo ga mi imeli v 90-ih, še mladi lahko danes doživljajo, ampak imaš vsej z videospotom nekaj več, ne, kot pa samo pesem. Ampak pri samem kreativnem procesu zasedbe Alostari je prej glasba, pa pol tekst, ali prej tekst, pa pol glasba, ali odvisno? Jo, to pa je čisto odvisno. Nastanejo komadi ali z rifa, ali pa nastanejo čisto iz besedila. Trudimo se, da probamo res najprej besedilo, sploh zaradi tega, ker je mariborščina in mariborski izrazi so tako specifični, ful bolj trdi, ne, tudi zlogovno so drugače postavljeni, recimo kot pa, ne vem, v drugih delih Slovenije, ker je ful bolj poetično vse, ne, vse valovi in moraš tudi na podlagi tega malo drugače strukturirati, tako da trudimo se, da začnemo z besedilom, samo ni pa to pravilo. No in samo vaš cilj je verjetno, ne, za samo zasedbo Alostari in vašo mariborščino v tem primeru nekako ljudem pokazati, da se ji ni treba sramovati, ne, da ji ni treba razumeti, kot večkrat vidimo ali v risankah ali v filmih, ne, tam moramo si priznati, večkrat smo videli pač, ko je nek butelj tam, ne, ponavadi govori mariborsko, ne, češ, zakaj, ne? Pa, veš kaj, s tem se ne obremenjujemo toliko, ker smo rekli, da bomo to res čisto dali na stran, ta mindset, ne, mi bomo pač bili pristni in pristni smo lahko samo v mariborščini. Zdaj pa, tako kot sem že prej omenil, ne, to nam je kvečemu prednost, ni pa to daleč od tega, da je to zdaj da je to naš plan, ne, ful ne radi delamo z nekim ciljem, ne, ampak gremo korak po koraku, pa vidimo, pa se potem na podlagi tega odločimo, kako naprej. No in tako je tudi prav, ne. Radio SI Main Stage. Tako, Tine, še pol ure do live streama. Kaj bo danes za pričakovati? Ne rabiš povedati vsega, ampak recimo tak, no, kak vtis. Prostora v bistvu, zaenkrat. Prostor je super, čujemo se mogoče celo malo preveč. 8 komadov nas čaka, skrbno zbranih, vse smo jih zvadili, mislim, da bo okej. Ni prvič tudi, da igramo na streamu, tako da bom pa rekel tako, da pustimo se presenetiti. Imejte se fajn doma, imejte se fajn potem, ko boste gledali stream, mi se bomo pa absolutno tudi imeli 100% fajn. No, zdaj pa kakšen faktor presenečenja. Helena, morda tudi zdaj za Tineta, ne, enih par vprašanj imamo pripravljenih, zdaj ti bo pa Helena razložila pravila igre. Zdaj, če bo faktor presenečenja, to težko rečem, vse je odvisno od posameznika. Prva stvar, ki ti pride na misel, je ponavadi najboljša, ne? Če tudi včasih ni najbolj posrečena, ampak nič težkega, par vprašanj, ki so vezana na te osebno oziroma na preostanek članov benda. Povej, kako je videti tvoj jutranji ritual? Ponavadi je
skoraj vedno enako, veš, to, ko si starejši, prideš v neko rutino, ne. Jaz se ponavadi vstanem, prva stvar je vedno ta, da greš odtočiti nočno filanje tvojega mehurja, potem je absolutno zobna ščetka, ne, in potem takoj zatem absolutno turška kava, nobena druga, ampak turška kava. Ja, klasična džezva. Tako, to je najbolj balkansko, kaj lahko narediš, mogoče zob, ok, ne bom rekel, ampak ja, turška kava meni naredi jutro, brez turške kave ni mojega jutra. Ni dneva, ja, kdo v bendu pa je največji zaspanec? Matico Prosti. To bomo izrezali in mu pač predali. Najljubša aktivnost tvoja v prostem času? Pa veš, da jaz imam ful dosti aktivnosti, ne? Ni tak, da bi rekel, da imam eno aktivnost, ne? Pa če izzamem glasbo pa mojo poslovno pot, bom rekel, da zelo rad potujem, pa zelo rad grem na kakšne izlete. Ste člani benda morebiti nagnjeni k temu, da imate kakšno skupno stvar? Recimo greste na pikado, igrate biljard, hodite v hribe? V bistvu, odkar je v bendu kar nekaj otrok, ne, podmladka, je to vedno težje izvedljivo, ne. Smo pa zelo radi skupaj hodili na koncerte, pač nažalost je pri nas vse povezano, na srečo je vse povezano z glasbo, zelo radi pa tudi odklopimo, pa pozabimo na glasbo, pa si reši naredimo en konkreten piknik. Če bi izbral najprizorišče za Alostari v Mariboru, v Sloveniji ali kjerkoli na zemeljski obli, katera 3 prizorišča bi to bila? Grda igra. Ja, mislim, sej veš, če bi bili od nekje drugje, bi po moje kaki Wembley bil vrhunska izkušnja, ne, ampak dajmo si nalit danes primerno čistega vina, ne. Drugače pa je v Sloveniji kar nekaj dobrih prostorov, no. Sploh zanimivo je par teh manjših študentskih klubov odlično zrihtanih. Nam osebno pa je definitivno eden boljših eventov, sploh pa prizorišč, je pa definitivno zunaj. In zadnji koncert, ki smo ga imeli, oziroma predzadnji, je bil v Rakičanu in ta plac je res nenormalno dober. Tudi akustika deluje ful dobro, zvočenje je ful dobro, ljudje naredijo svojo in lahko trdim, da je zraven tistega koncerta, ki smo ga imeli v Ljubljani, v Kino Šiški, pa potem leto dni nazaj na Trgu Leona Štuklja, da so to recimo top 3 koncerti, ki smo jih imeli in so potem posledično je za nas dober koncert, tudi dobro prizorišče, ne? Zato bom tak rekel. Bi se spomnil knjige, ki si jo nazadnje prebral? Ja, to pa zelo dobro vem. To pa je knjiga od Boba Igerja, zdaj to ful ni punk, ne? To je pa knjiga tega bivšega Disneyjevega CEO-ja, ne? Kjer on razlaga svojo zgodbo, ne? In je kar zanimivo slišati tudi iz enega takega, ne, korporativnega bad guyja, njegov pogled na svet, ne, ko se je sekiral zaradi recimo čisto na začetku knjige omeni, da je ravno odpiral, ne vem, Disneyland nekje v Šanghaju ali kje, ne, na drugi strani luže pa so imeli smrtni slučaj v parku, ne. In je on to tako vzel osebno, da si ga v bistvu, malo se mi je zasmilil človek, ne, čeprav je še vedno head of ene največjih firm na svetu, ne, ampak je res, fajn je prebrati različne knjige, ne smeš si ustvariti samo ene svoje poti, ne, ker potem se začnejo razni Facebook doktori, pa Google doktori, pa to tako da širite si obzorja, prosim. Tudi akumulator ima plus in minus, da lahko vse steče, ne? Izjemno dobra prispodoba. Če bi vzel slovar mariborskega jezika, katera bi bila beseda, ki bi najbolje opisala Alostari?
Jaz mislim, da vem, katero misli, pa prične se na F, Ja. nadaljuje z U in konča z O. Ne? Ja, si zelo blizu, zato ker je to, mislim, da ena najbolj izrečenih besed. Tako da dajva na tem mestu priložno še kakemu drugemu vprašanju. Jaz sem pa hotela reči, pa dajmo na tem mestu pustiti zadnje vprašanje za kakšno drugo priložnost. Seveda. Kar se vprašanj tiče, je zmeraj tako, ne? Ni pravega ob pravem času ali pa so sama prava ob nepravem času. Pravi čas bo 10:15, povedal si, da se boste potrudili. Vse skupaj bo potem pošerano tudi z naše strani, seveda na Facebooku, tudi z vaše strani. Sva že omenila tudi seveda socialna omrežja. In ne, če se zdaj vrnemo k knjigi, ki si jo prebral in k samemu korporativistu, ne, Facebook nam je seveda v zadnjih časih predstavljen kot bad guy, ne, tudi gospa, ki je pričala v Bruslju, ne, po drugi strani pa YouTube in Facebook ponujata, ne, tudi bandom ali pa mladim glasbenikom, ne, neko priložnost, ki je sicer morda ne bi bilo. Kako je potem tu tehtati, ne, in se odločiti, uporabljati, ne uporabljati? Se kdaj srečati s tem? Jaz bom tako rekel. Mislim, socialna omrežja so super stvar, super ideja so bila v začetku, ne? Ampak ker je človeška narava toliko nepredvidljiva, ne? Lahko zelo hitro odplava v neke druge vode, ne? In to se je tudi zgodilo, ne? Žal, ampak kot ideja sama ni slaba, ne? In tudi za glasbenike pa to je to izjemno, ne? Sploh ko se je vse to skupaj začelo, je to bilo nekaj neverjetnega, ne? Ti si bil takoj viden na celem svetu, ne? Nisi bil več ena mala pika, za katero noben ni vedel, ne? Ampak zdaj, sploh ko si starejši, pa jaz bom odkrito povedal, se zelo umikam tem socialnim mrežam osebno, ne? Ker enostavno te tak potegne noter lahko, da si res na koncu že skregan z eno realnostjo. In to se meni se zdi tudi zdaj dogaja in potem prebiramo razne nebuloze in vsi vejo vse, ne? Kaj je ta že neka, kaj pravijo, ta neka Dunning-Kruger krivulja, veš, ko misliš, da vse veš, Ja. potem pa šele čez čas ugotoviš, da v bistvu nimaš Veš, kaj je? pojma o ničem. Hudo je, ko se Gauss in ta krivulja križata, ne? Potem pa več ne veš, ki je f od x. Tako. Veš samo, kam gre pot. Tako. Tine, hvala lepa za obisk. Seveda si, ne, če smo iskreni, govoril tudi o imenu drugih članov benda, da ne bo zdaj izpadlo, da bodo nastopali Tine in prijatelji. Ne? Ne, absolutno, bend smo alo stari. Helena, še kakšna beseda? Jaz sem v nizkem štartu, tako da besed je bilo dovolj. Dobro, hvala lepa torej Tine še enkrat. Priklopite se vsi na Facebook stran Radia SI, obiščite stran Alo Stari, spremljajte in seveda vabljeni v 10:15 na live stream. Radio SI Main Stage.